kaj lahko občina naredi? Lahko se, pa rečemo tako, zgledujemo se po tamali. Naredili so obrtne cone, pripravili so infrastrukturo in jo ponudili obrtnikom. Tudi marsikdo je tukaj iz drugih, rekel, tujev sosednjih občin. In mislim, da je to možnost, da velja izkoristiti in to lahko občina naredi, mestna občina. Pripravi na teh zemljiščih, pač koliko jih je dostopnih, tako ali drugače, pripravi dostope, pripravi električne priključke oziroma pripelje infrastrukturo na tisti prostor in nekako na ta način poskuša spodbujati te zadeve. Kaj smo zdaj naredili v zadnjih 10 letih? Promet smo speljali okrog Ptuja, pridemo čez Puhov most do Ormoške, odpeljamo promet mimo, sami pa ne moramo ne po Dobrovski potovati, ne po Mariborski, kaj še lepo Ormoški ceste. Res da živimo v teh centrov, ampak koliko nam dajo, nas po drugi strani tudi obremenjujejo. No in pravim, eno od teh korakov je, da pač poskušamo nekam umestiti to za tistim prostorskim načrtom, kot smo prej rekli, in ponudimo bodočim podjetnikom vsaj prostor z neko ugodnostjo. Zdaj vam bom probal razložiti, v čem je problem. Se pravi, če občina hoče to narediti, potem mora biti najprej lastnica zemljišč. Lahko bi dobila zemljišča samo na ta način, da bi jih kupila. Ampak kaj se zgodi? Ko nekdo zve, v katero smer se bo širila ta industrijska cona, potem pokupi preprosto ta kmetijska zemljišča in čaka, da bo prišla, da pobudo in potem se ta kmetijska zemljišča spremenijo v zazidalna in ne moreš nič. Zato, ker občina ne more ponuditi cene, ne vem, 30 evrov za kvadratni meter kmetijskega zemljišča, ker redna cena, ki bi jo ocenil recimo cenilec, je 3 evre, 4 evre, 5 evre, 6 evre. Tisti, ki pa hoče to kupiti, ker ve, da se bo zadeva spremenila v zazidalno, pa ponudi 30 evrov. Se pravi, tu je težava, ki ni rešena na državnem nivoju. To je res, ampak oni isti kupeci pa pride po lokacijsko informacijo na mestno občino, kjer mestna občina da svoj žegin ali pa ne. Ko pove, da ima predkupno pravico ali pa je ne bo veljalo. Ja, torej ne gre čist tak, to se zadeva tak reši. Zavedam se, seveda. Pa če nekdo hoče to kupiti, ne bo pustil, da bi občina to naredila, da bi imela predkupno pravico. Ker bo se je dal, na zemljišča se da zemljiški dolg, in potem seveda občina ne more odplačati tistega zemljiškega dolga, ker ne sme. Je pa res, da se ne bi zdaj pletli okoli teh prostorskih načrtov, so sprejeti ali ni. Mi imamo tudi zemljišča v Ptuju, v občini, v industrijski coni, ki so v sklopu že prostorskega načrta in vsega že odprej, ki so veljavni. Še je prostora za razvoj. Se pravi, na obstoječih lokacijah, kjer so dokumentacijsko rešeni, pa ni prostorskega dobenega zadržka, so še take možnosti za... To zadevo bi lahko rešili, če bi opredelili cone. Ta cona, 10 hektarov bo za industrijsko gradnjo, nič druga. Potem tudi tisti, ki bi radi špekulativni kupili ta zemljišča, ne bojo zainteresirani, ker vejo, da industrija ne more to kupiti za več kot za 20 evrov. In ne bo zanimivo, ker kmet pa hoče kupiti to za, prodati to za 40 evrov. Se pravi, da se reši. Ampak to je en dolgoročni postopek, ki bo nekaj časa trajal, nažalost. Neka možnost torej je, da se vse en korak naredi. Seveda je, ampak mora biti potem opredeljeno. To je za obrt, to je za industrijo, to pa je za trgovske centre. Za trgovske centre bi ali pa smo lahko takoj prodali. Zdaj že težje se vidite, da se tudi trgovski centri praznijo, Obi odhaja, Baumax tudi odhaja. Tudi ti so kupili za ogromne denarje te parcele, ki pa vendar pa poslovanje več ne gre tako, kot je šlo takrat. No, lahko pa rečemo, da imamo v Ptuju, mislim, da smo na vrhu. Jaz sem samo dopolnil, da moramo tudi to vzeti za kup, da smo na Ptuju tisti, ki imamo skoraj največ trgovskega prostora po številu prebivalcev. Toliko centrite malo in če glede na našo kupno moč in vse skupaj je to tudi en paradoks. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Več problemov bilo omenjenih. In sicer, prvo, kar je bilo povedano, kar je tudi Miran pravilno ugotovil, relativno dosti stvari bo težko narediti. Problemov,
katerih sta vidva oba govorila, da so problemi na nacionalni ravni. Prihajam iz Pošte Slovenije. Pošta Slovenije ima 6000 zaposlenih, je druga največja družba, po številu zaposlenih v državni lasti. Hvala Bogu, ne problematično podjetje, poslujemo v celih Sloveniji. Te številke, ki si jih omenjal, so v precejšnji meri odraz makroekonomske situacije v državi. Tukaj bom rekel, si slepidalo, nekako peska v oči si ne gre. Enostavno bom rekel, delovna zakonodaja, prostorska zakonodaja, prevzemna zakonodaja, zakonodaja trga vrednostnih papirjev, korporacijsko-pravna zakonodaja, pa še bi lahko našteval, so v Sloveniji v enih segmentih togi, da enostavno nismo interesantni za kapital. Višino prispevkov vsi poznate, ki jih imamo. Zaposlitenega strokovnjaka z 7-8 stopnjo izobrazbe je drago komodič. Tako da je to en problem. Zdaj, občina ima dejansko predvsem ene možnosti. Ena možnost je znižanje komunalnega prispevka. Računati na banke, da bodo v kratkem začele servisirati gospodarstvo utopija. Mi smo eno banko na Pošti Slovenije lani reševali, vam lahko povem, a vi mislite, da je iz Republike Slovenije, da je Republika Slovenija tle še tukaj, makaki, vse komande prihajajo direktno iz Brusla, z komisije, vse smo usklajevali sproti z Evropsko komisijo, ki seveda tudi določi potem donosnost vsakega kredita, ki ga banka mora dati. In te donosnosti banka izredno težko doseže, to da daje kreditov. Pri zemljišči, ki zdaj čaka ogromno terjatev na slabi banki, normalno ima zavezo čim več iztržiti, zelo počasi prodajajo zadeve in počasi odvijajo. Drugo ena stvar je sigurno komunalni prispevek, druga zadeva, ki jo jaz vidim, ki je rak rana mnogih občin. To se mi dnevno srečujemo, je hitrost odločanja. Župan mora imeti, pa občina, občinska uprava mora biti hitra, mora imeti strokovne službe okolje, od pravnikov, ekonomistov, tehnikov, vseh vrst področij, rabincev, ustrojnikov, tisti, ki se spoznajo na okolje, sposobni hitro, ko pride ena pobuda iz gospodarstva odločiti o tej zadevi. Konkretno, Pošta Slovenije lahko vem, ki smo razmišljali o tem, da bi na Ptuju gradili eno večjo paketno pošto, paketno pretovorno pošto, tako rečem, Ptujska pošta je center pretovorni za vso to regijo. Mi smo iskali zemljišča z lupo tu okoli. V takem primeru, naloga mestne občine na te priložnosti zazna, preleti do gospodarskega subjekta in mu nakaže, kje vse bi lahko gradil, seveda po kakšni ceni mi tudi pomaga pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj. Naslednja zadeva, ki je po mojem, kjer lahko mestna občina naredi, ali pa župan konkretno, je seveda lobiranje. Zdaj obstaja, bom rekel, močna svetniška skupina, da rečem predstavnikov lokalne samouprave v državnem svetu. Drugo je z povezovanjem z občinami na tem področju. Danes pravzaprav, veste, gre vse na ta način, da moš imeti neposredno dostop do ministra, če hoče zakonodajo spreminjati, pa kaj dobiti podzakonske predpise spreminjati. In tukaj seveda je priporočljivo, če ne počne tega en župan, seveda je dobro, da počne samo, da se to poveže z okoliškim občinami. Skratka, to so, in pa seveda še ena zadeva, poleg tega pa je, pri tujih investitorjih, je pa seveda so pa neformalni razgovori, ki so izrednega pomena pri tovrstnih zadevah. Spravi, da ko se neki interes nakaže, da je župan o tem obveščen, sprejme določene ljudi, se pogovori in da določena zagotovila in pomaga. Ker tujci se ne znajdejo v domačem okolju. Slovensko itak ne znajo pri vseh teh paragrafih, ki jih imamo mi, jaz sem pravnik, pa povem, če želiš uspešno delovati v majhni gospodarski družbi, moraš poznati en haufen predpisov, ker si ti ne moraš ponavadi privoščiti hišnega pravnika, odvetniki so pa dragi, kaj še v veliki gospodarski družbi. Seveda tu je vloga mestnih občin oziroma župana izredno pomembna. To so ti 3-4 segmenti, kjer po mojem lahko občina pomaga. Ostalem, da pa potrebno makroekonomsko okolje v Sloveniji,
spremeniti. Zdaj, zadnja reforma lani zakona o delovnih razmerjih je že šla v to smer. S tem je treba nadaljevati, pa še z spreminjanjem druge zakonodaje, ki bo naredila, bom rekel, Slovenijo, ne samo to okolje, v katerem živimo, pa Slovenijo kot tako prijaznejšo, zanimivejšo za tuje investicije, pa tudi za prebivalce kot take. Branko, kako daš tebe za ti delaš na Prekmurju? Ja. Je kakšna primerjava med poslovnim okoljem na Ptuju pa Prekmurju? Jaz bi se moče kaj drugega spostavil, ker je sogovornika, ko je začel nekaj številke naštevati, mogoče stvari, ki so malo zanemarjene, 50% občine, mestne občine, so kmetijska zemljišča. Tako da pravzaprav je na samo občina, celi kraj, je pravzaprav mora biti bolj vezan na kmetijsko. To so, če gleda malo okoli, če jedno spluva ven, to so kmetijske površine. Kaj je ena zadeva? Druga stvar, kar ni nepomembna, je pravzaprav premalo poudarjena, da se tudi gospodarstvo in ministrstvo poudarjajo dodana vrednost na zaposlenih. Občina Ptuj ima, že sogovornik je omenil nekaj firm, ki so malo večje, teh malo večjih je mogoče samo operativna Ptuj, na temi prvimi stov, Kalom, Voxenbach, to se pa nekaj, dodane vrednosti pa jih nikjer ni. Ena operativna Ptuj ima dodano vrednost, v poslednjih mislim, da je padla še 30 000, ima 29 000 evrov na zaposlenega. Voxenbach ima celo, mislim, da nekaj 20 000. Dino, Kalom ima malo več, ampak Kalom ima več različnih družb, pa to razdelim, kak je Kalom, da bo reč ene reklike, klubi, vedno izvajajo. Tako da, in to pomeni, zdravno je povedano, da nizka dodana vrednost pomeni tudi, da ljudje malo zaslužijo. In če ljudje malo zaslužijo, malo trošijo. In ker malo trošijo, potem to stanje tako, kako je. Potem nekako malo vrtik ne more preživeti, nobena trgovina ne more preživeti, nobena trgovina s tekstilom ne more preživeti, nič ne more preživeti. To pomeni, da je dejansko, jaz mislim, da tudi kriza v samem mestu. Ne glede na to, da je že 12 let občina, predvsem neprijazno za nekih tujih investicij, ni samo meni ti komunalni prispevki, to so ena res težka zadeva, je samo občina kaj lahko naredi, samo občina dejansko se lahko prilagodi, da ustvari pogoje, več drugo pa ne. Je dejansko prisoten beg možganov odtot, in pa ljudje vidijo, da se nekaj ne da spremeniti. Recimo v največji družbi v občini je prisotna negativna selekcija že več kot desetletje. In dejansko tisti kadri, kaj so, bojo šli. In jaz se bojim, da bomo to stanje, ki jih bomo danes celo težko obdržali. Predvsem pa bi še enkrat podaril, prejšnja dodana vrednost bi morala biti. Konkretno prvih 100 firm najboljših v Sloveniji ima poprečno dodano vrednost 70 000 evrov na zaposlenih. Slovensko povprečje je 38 000, recimo ena Krka se pridružuje preko 100, recimo. In take firme je morali tu biti, zdaj pa kako to ustvariti? Mi lahko rečemo, da želimo, da bi nekaj prišel vsem, ampak na kak način bo nekaj prišel, da se ti mu moraš dejansko nekaj več ponuditi. Jaz, kot si rekel, delam v Prekmurju. Prekmurje je ravno tak, kot je kolega pred malo omenil, ima isti hendikep, daleč od Ljubljane, daleč od srca. To je nasploh hendikep tega dela Slovenije, od Celja na zgolj pa proti Prekmurju. Vse kaj od Slovenije, vse kaj od Ljubljane stran je nekako zanemarjala. Sem samo tale zadnja izjava tega novega letnega ministra, da avtocesta ne rabi delati. To je nekaj neverjetnih. Mene je začutno, recimo, da Jan Šupan Čelan, da ni nekaj reagiral na to, eno tako zadevo, ker je to ena taka prioritetna zadeva. Infrastruktura je tudi tista, ki prinese neki blago za neki blago stanje za neki kraj. Glede sami je Prekmurje, bi rekel, da je zadeva dokaj slična kot na Ptuju, vendar so same občine, te manjše občine so dosti bolj fleksibilne. Imajo, recimo, ta rekel, imaš Kartago. Kartago, jaz vem, je v eni občini, malo kaj od Prekmurja. On je prišlo, je postavil
začel z nekimi 20 zaposlenimi. Tu danes smo delali, ne vem, na pamet, ne vem, ako vedno dela, preko 100 milijonov mislim, da ima prometa. 250, ja, začeli pa so mislim, da za 20. Začeli so nekaj, jaz sem bil tam na začetku, v nekih kontajnerih so začeli in so pač začeli delati te, ne. Stvar je bilo samo v tem, ker je vedno župan prisluhnil, ne. In tako si ti rekel, da je zemljišča po pripravljene cene komunalno opremljena in drugim takih prejemov. Tako da, ampak še enkrat bom rekel, kak si od Ljubljane stran, tak je že še to bi samo rekel, da jaz mislim, da bi se vse občine tu do Maribora bi se morali povezati, ker samo povezane občine bi lahko nekaj naredile na zdravstvenem centru. In mogoče to bila naloga novega župana, mislim, da boš to ti, upam, da boš to ti, da bi to recimo povezal občine in potem spostavilo neko razmerje proti centru moči in da bi lahko potem bil pravi sogovornik preko sogovornika. Torej, občine imajo dve skupnosti občin, zdaj pa v trenutku ne more povedati, ali so kakšne takšne ukrepe predlagali oziroma zahtevali tudi vlade. Jaz bi samo tam, ko ste rekli, da ni bilo nobene reakcije na to izjavo od tega novega ministra za infrastrukturo, koliko jaz vem, so se danes vsi župani tu zbrali, pa so peticijo pisali, samo toliko za Ni pozno, mislim, ne more prej reagirati. Danes so imeli, so peticijo. Sigurno, da če se bojo župani združili in nekaj zahtevali, potem je možno, da se nekaj doseže tudi na države. Zdaj morate vedeti, kar se tiče zemljišč teh, dokaj so bili lahko župani tudi v parlamentu in so bili neki interesi tudi zasebni pri teh prodajah zemljišč po celi Sloveniji, to ni samo na Ptuju. Takrat se župani niso imeli nobenega interesa, da bi se zakonodaja spreminjala. Zdaj, ko županov ni več v parlamentu, pa bi morali ti parlamentarci, ki zdaj so, sigurno poskrbeti za to, da bi se zakonodaja na tem področju spremenila. Ker dejansko občine so zdaj v pad poziciji glede tega, se pravi, predkupne pravice in seveda bi trebalo tudi oceniti maksimalno ceno, ki jo lahko lastnik kmetijskega zemljišča sploh dobi na tistem zemljišču, kjer bi bila občina nekaj naredila, ker to gre pač za neki širši družbeni lokalni interes. No, če samo dam eno informacijo prej. Gospodarske družbe Spodnjega Podravja so v letu 1991 ustvarile povprečno 25.409 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar je 16% pod povprečjem Podravske regije in kar je 32% manj od Slovenije. Se pravi, da če delamo s faktorom 0,7 proti povprečju Slovenije in to so velike razlike, to je definitivno. No, to se bo nadaljevalo, Vox Markovska govorila, lahko povem, ker gospoda Troviša poznam, skupaj sedela v upravnem odboru Združenja delodajalcev, to je druga največja delodajalska organizacija v Sloveniji. Ne vem, če veste, kolektivna pogodba, nova kolektivna pogodba dejavnosti tekstila je bila podpisana, pogajanja vodo, gospod Trobiš, vse pravice tam, gospod Roki, so šle dol, pomeni, da bo dodana vrednost zaposlenega še manjša, da bo kupna moč zaposlenega še manjša. Seveda, saj vse spremembe kolektivnih pogodb dejavnosti v zadnjih 2-3 letih gredo k znižanju pravic. To je en trend, ki je posledica, bom rekel, makroekonomske situacije. Ampak to potem pripelje do tega, o čemer si ti govoril, pa o čemer je kolega govoril, manjšanje kupne moči ljudi, to je potem to. V glavnem mi v društvu za Ptuj pač trdimo, vse to ni naš izum, da moramo najprej poskrbeti za gospodarstvo, predvsem malo mikroveselje, ker če gospodarstvo ne bo, potem ne bo več kulture, ne bo športa, ne bo nič. Zato, ker da bi sredstev iz države bo vedno manj. Morali poskrbeti sami za sebe in narediti takšne pogoje, da bodo podjetja rasta. Tu nima samo težava gospodarstva, to je potem težava tudi v šolstvu. Šolski sistem ptujski je naravnan tako, da imeli industrijske firme. Ne vem, se Darja vam verjetno podatke, koliko dijakov sploh potem dobi službo. Sigurno je že z zagotavljanjem prakse velik problem in tudi zato je pomembno, da se gospodarstvo na Ptujskem razvije in moramo narediti vse, da se bo to res razvilo. In pa sožitje ustvariti res med gospodarstvom in
odgovornimi za razvoj tega okolja v smislu nekega sožitja pravzaprav. Ker dejansko... Ne, se to so ravno misla reči, ne, da... No, predvidevam, da mora biti težava nezagotavljanja prakse tega. Premalo, ne, povezovanja gospodarstva pa izobraževanja, ne, kar se tega tiče, ne, ker se mi zdi, da gospodarstvo pravzaprav, se sam veš, Miran smo se pogovarjali, ne, niti zdaj po tem, ko so bilo to strokovno izobraževanje prenovljeno, niti ne vem, če Ptujčani vejo, katere programe sploh izobražujemo, niti podjetniki, ne, da sploh ne vejo, kje ne iščejo, ne. Vse je težava že prej, ne. Tudi podjetniki se med seboj ne poznajo. Težava je v tem, da tudi na področju, ne vem, občina ali mesta nima refresha stanja gospodarstva, sploh s čem se firme sploh ukvarjajo. Mi imamo neke registre, tiste pač javno dostopne podatke, pa tam veste, v Tenzor piše, da imamo proizvodnjo drugih električnih naprav, čeprav nimamo veze s tem. Iz statistike ne moremo dobiti pravih podatkov. In če hočemo oceniti sploh stanje, kakšno je med našimi firmami, bi morali ta register delujočih podjetij narediti. Potem še dalje rabili bi register kompetenc teh podjetij, register kompetenc posameznih zaposlenih v teh podjetjih, da bi lahko nekaj naredili na tem področju. No, je pa res, ko je klub menadžerov, zdaj že drugič, tretjič imel tisto razpisano nagrado za najboljše poslovne ideje oziroma dosežke. In jaz bil v tej komisiji in vam moram povedati, da si prav ponosen lahko bil takrat, ko smo gledali vse te prijave, da pa so firme, kjer se trudijo, imajo ideje in imajo idej dost in tako dalje. In tu bi bolj morali res razmišljati zdaj v tej fazi, da ste jim nekako pomaga oziroma da sploh delamo na tem, da bo se čim več podjetij ustanavljalo. In tu so zdaj pomembni ti takozvani inkubatorji, ki bi jih rabili, ampak ne kot neka oblika nekega modnega značaja, ampak res kot en inkubatorji, ki bodo dali pomoč v vseh vidih, od pravnega aspekta, tako kot je bilo prej rečeno, do marketinškega aspekta in do povezave med njimi in tudi z lokalno skupnostjo, da bi lahko prišlo do rezultatov.